Teniški navdušenci, navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Tudi ta teden zanimiv teniški pogovor. Z velikim veseljem pozdravljam enega izmed najboljših gluhih igralcev na svetu, to je Marino Kegl in pa njegov oče in trener Darko Kegl. Lepo pozdravljena oba. Morda za začetek, Marino, kako in kdaj se je začela tvoja teniška pot? Moja teniška pot se je začela naključno, da sem bil 8 let, ko sem končal prvi razred osnovne šole. Med počitnicami je atija poklical oče od sošolca in kar vprašal, če bi jaz hodil na tenis. Ati je rekel, zakaj pa ne? Tako se je začelo, tenis sem ljubil. Rad sem hodil v društvo. Težave so nastale takrat, ko smo začeli tekmovati, nisem jim bil kos. Takrat se še nisem zavedal svoje invalidnosti. Ves čas je ob tebi tudi oče Darko, ki se je zdaj prav tako priključil našemu posebnemu pogovoru. Zakaj ste se torej vi odločili, da sina popeljete v svet tenisa in kako pomembno je bilo ukvarjanje s športom za vašega sina? Takrat v istem času, ko je on končal prvi razred, se pravi, on je šel 1 leto kasneje v šolo in je bil star 8 let, ko je končal, ne. Takrat, ko ga je poklical tale oče od sošolca, takrat se je meni zdelo, ne, da bi bilo prav, da hodi v družbo, da se giba, da je med otroki in da pravzaprav nekako čas razbije, ne. Ampak on je to potem zelo hitro, bi rekel, vzljubil in je rad začel hoditi, ne, in tako je sam povedal, ne, mislim, težave so nastale šele kasneje, ampak vseeno, ne, smo potem nekako, mislim, to je zelo, bi rekel, dolga pa kompleksna zgodba, ne, tako da bi to preskočili te uvodne stvari. V glavnem je bilo to, ne, da se ukvarja s športom, da smo pravzaprav bili veseli, da ne bo doma sedel, ne, ker še posebej v bistvu kot gluh otrok, ne, v bistvu da se v družbi ne znajde najbolj, ne, in šport mi je bil pravzaprav ena odskočna deska za življenje, no, tako bi rekel, ne. Je ravno to. Je morda ravno to, kje so te največje razlike, ovire med gluhimi in slišečimi igralci? Torej se pravi, največja razlika je v gluhi igralec, ne, Marino je popolnoma gluh, ne, ima 100% izgubo sluha, je pravzaprav največja ovira je ravnotežje, ne. Potem druga zadeva je občutek za prostor, tretja pa, da nima, se pravi, nima eksplozivnosti. In to ravno zaradi tega, ne, ker ravnotežje je, se pravi, zelo, kako bi rekel, zelo kompleksna zadeva, ne, ki jo sestavljajo razni sistemi, ne, somatosenzorni, recimo, ne, potem vidni in pa na koncu koncev tudi vestibularni, ne. In se pravi, on pol vestibulara nima, se pravi, to je notranje uho in ti vsi organi, kjer so, in zato je tale povezava z nukleusi v bistvu onemogočena, ne. In to je bila v bistvu moja ena tista nora ideja, da te stvari premostimo preko možganov, ne. Torej, se pravi, on sedaj, če čisto skrajšamo, ne, da on zdaj pravzaprav se balansira z možgani, ne. S tem, da je zelo pomembno, to strokovnjaki tako vedo, ne, da je zelo pomembna moč, se pravi, mišic, se pravi, tisti kontaktni deli, se pravi, zadnja loža in pa golenska zadnja mišica, se pravi, to je tisto, ne, na kaj se on opira. Pravzaprav, ne, to je toliko, bi rekel, skrajšana stvar, toliko malo za razumevanje, ne, kako se te stvari nadomeščajo, ne. To je v bistvu tako, ne, kot če bi potico pekel s 4 sestavinami, ne, pa bo, ne, potem prideš do raznih težav, ne, ampak dosti je potrebno se pravi predstavljati, biti malo nor in predrzen, no, pravzaprav, ne. Ker znanost se da, kako bi rekel, prevarati, ampak pravim, stvari se morajo poklopiti, no.
Kaj bi morda ti dodal pri tej temi, Marino? Samo to, da sem se na Adija na začetku najenega skupnega dela večkrat jezil, ker se mi je zdelo, da me musi. Nažalost se nisem zavedal, kako me je v resnici kruhuta prikrajšala. Danes se tega zavedam in sem mu zelo hvaležen. Da sem tukaj, kjer sem, v bistvu sva se in se še vedno skupaj uživa. Popolnoma mu zaupam. Kako pa je s konkurenco v Sloveniji? Verjetno je ni veliko, zato že od začetka igraš tudi na turnirjih Tenis Slovenije. Nažalost, doma med kruhimi nimam konkurence, da v tenisu dosežek nek nivo je potrebno vložiti veliko časa, znanja in naporov. Jaz imam srečo, da imam v družini brezpogojno oporo, saj je tenis naš način življenja. Seveda se od vsega Slovenija, vsega začetka se nisem v tujini tekmujem na turnirjih Tenis Slovenija. Tekmovanje s sličnimi je za moj razvoj zelo pomembno. Vedno dam se od sebe. Ne podcenjujem prav nobenega nasprotnika. Znam sprejeti poraz, veselim se zmage. Najbolj pomembno pa je, kaj se iz dvoboja naučim. Kako pa potekajo treningi morda? Veliko trenirata na ŽTK-ju, sparinge imaš, kot kaže, odlične. Dopoldne treniram na ŽTK-ju v skupini na 2-3 igriščih. Popoldne pa z Adijem po programu, ki ga imava na sporedu. Na klubu delamo vaje, trio, kondicijo, tehniko in taktiko pa delava sama. Moj glavni trener v klubu je Iztok Bušič. Sodelujeta pa še Mato Sušas in Brane Lukovac. Seveda imamo v Mariboru dnevno razne oblike sparinga. ŽTK ni zaman najboljši klub. Konkurenca je velika. Na treningu se borimo za vsako točko. Ravno v teh dneh treniram na hardu z velikim upom slovenskega tenisa Sebastianom Dominkom. Odlična igra. Pandemija je gluhim igralcem povzročila še več preglavic, turnirjev ni bilo veliko. Kako si zapolnil ta čas, recimo leto in pol? Res je. Covid nas je vse prizadel. Turnirjev gluhih je bilo manj. Nekaj je bilo. V tem času sem igral s sličnimi slovenske turnirje in zelo uspešno. Tudi ligo v Avstriji, kjer v A-Rades ligi nastopam za deseker iz Gluhova. Za ŽTK sem igral tudi v slovenski prvi ligi. Ker imam status mednarodnega vrhunskega športnika, sem v času pandemije nemoteno treniral. Tudi zaradi tega, ker sva s trenerjem
iz tega gospodinstva. Si pa nastopil letos na Evropskem prvenstvu, kjer si res igral odlično. Kako nekako zdaj iz časovne distance gledaš na ta uspeh v Grčiji, kjer si osvojil bronasto kolajno? Ker sem dosegel svoj največji uspeh do sedaj. Ponosen sem, da sem prvi popolnoma gluhi teniški igralec na svetu, ki je v konkurenci posamezno osvojil medaljo. Jaz sem zelo dobro pripravljen, a ti je za vsak dvoboj pripravil dobro taktiko. Na koncu se je dobro izteklo. Sva zelo zadovoljna. No in še bolj zadovoljna bosta morda prihodnje leto. Naslednje leto so olimpijske igre v Braziliji. Mislim, da bo to tvoj tretji nastop. Razmišljaš o tem, ko vsak dan stopiš na igrišče in trdo treniraš? Olimpijskih iger v Braziliji se še veselim, ker bodo potekale na začetku maja. Priprave začneva, ko se vrneva iz turnirja v Pragi v začetku novembra. O samih igrah se ne razmišljam. Tudi s uvrstitvijo se ne obremenjujem. Pomembno je, da bom dobro pripravljen in da bom na največjem tekmovanju gluhih na svetu igral svoj najboljši tenis. Rezultat bo takšen, kot si ga zaslužim. Hvala. Zdaj pa morda samo še kakšna besedica o očetu. Darko, takole za konec, smo še kaj pozabili, bi še kaj dodali, pa vas morda nisem vprašal. Ja, torej bi rekel kot za konec, ja, da sem zelo hvaležen klubu ŽTK in se pravi tem trenerjem, v bistvu Iztoku Božiču, potem Mato Sušac in Branetu, kot je že Marino prej omenil, ne, ker z njimi res zelo, kako bi rekel, zelo plodno sodelujemo, ne, in pravzaprav izmenjujemo izkušnje. Oni mene vprašajo, kaj jaz potem njih in potem si to izmenjujemo, ne. In na tem lokalnem nivoju, ne, pravim, delujemo zelo, kako bi rekel, zelo kompatibilno in nam je za stvar, ne. Me pa v bistvu bi pa bil vesel, če bi ožja stroka v bistvu imela malo več posluha za to, ker v bistvu delati invalidskega športnika, delati invalidskega vrhunskega športnika, ne, v svetovnem merilu je v bistvu čarovnija. In tukaj so eni pristopi so popolnoma, so malo drugačni, kot so, se pravi, tiste tradicionalne, ne, in tukaj bi rekel, bi pričakoval malo več neke empatije, recimo, ne, ali pa tudi neke pomoči, ne pa nekega prezira, no, evo. To bi povedal, ne, drugače pa pravim, ne gre se zame, gre se za tiste, kateri bodo prišli za menoj, recimo, včasih, ne, bo treba miselnosti malo spreminjati. Zame je že vseeno, jaz ne rabim več nobene publicitete, ne rabim, jaz sem svoj izdelek naredil. Pa mogoče še kakšnega. Ja, hvala lepa, da sta si oba vzela čas. Držimo torej pesti, da bosta še naprej napredovala in srečno seveda naslednje leto v Braziliji in še prej na kakšnih turnirjih. Veliko veselja nam je bilo. Lep pozdrav.